Naše zgradbe ustvarijo več kot 40% vseh emisij v okolje, zato bodo v prihodnje morale postati manj potratne, cenejše in bolj trajnostne. Eden od korakov k temu je izbira naravnih gradbenih materialov, na primer lesa, ki zagotavlja zdravo bivalno okolje, je enostaven za oblikovanje in odličen izolator. Ker pa se je čez noč težko povsem obdati z lesenim ambientom, lahko za začetek razmislimo o lesenem stavbnem pohištvu. Okna in vrata iz lesa imajo kopico prednosti pred sorodnimi izdelki iz drugih materialov. Les v celotnem svojem obdobju koristi človeku. Najprej v obliki drevesa in v obliki gozda, ko pridobiva svojo lesno maso, ko koristi človeštvu z proizvajanjem kisika, z absorbiranjem CO2 in z stotimi ali pa mogoče tisočimi socialnimi funkcijami in seveda tudi materialnimi. Ko drevo postane goli les, služi človeštvu les v obliki izdelkov, v obliki pohištva, v obliki hiš, v obliki ostrešij, v obliki jezov, mostov, naprav, okraskov, v obliki kuhinjskih pripomočkov. Skratka, v vseh možnih oblikah les služi človeštvu in dokler ostane v svoji obliki, takrat tudi služi kot ponor ali pa kot skladiščnik CO2 in v bistvu s tem pripomore največ k našemu življenju na tem planetu in k našemu bivanju. Ja, v Sloveniji za izdelavo lesenih oken vrat najpogosteje uporabljamo 3 lesne vrste, to so smreka, macesen in pa hrast. Manj pogosto se uporabljajo potem še termosmreka, jelka in pa oreh. Najpogostejša seveda za uporabo je smreka. Več kot 80% oken v Sloveniji se proizvede iz nje. Drug najbolj pogost material je seveda macesen. Ljudje se odločajo zanj, kadar želijo bolj rdečkasto barvo lesa, kot jo lahko vidimo tudi tukaj. Izrazite so letnice, bolj so poudarjene, se pravi, bolj je poudarjena ta struktura. Hrast je tudi visoko cenjen les, predvsem ga odlikuje njegova visoka stabilnost, trdnost in pa lepota. Nemalokrat se usklajuje z notranjim interjerjem. Zelo pomembno je pa, da izberemo pravo vrsto lesa s pravim površinskim nanosom in pa s pravo ogradno. Lesu je največji sovražnik vlaga, kar pomeni, da moramo les po eni strani ali zaščititi toliko dobro, da vlaga v njega ne prehaja, oziroma lesu omogočiti, da vlaga v njega prehaja neovirano in tudi izhaja iz njega. Zato uporabljamo ali tankoslojne in debeloslojne lazure, ki les zaščitijo pred vstopom vlage, hkrati ga zaščitijo tudi pred glivami in pa trohnobo. Že dolgo pa ne velja več, da bi bilo lesena okna potrebno premazovati na nekaj let, ampak je trenutno kvaliteta površinske zaščite tako visoka, da praktično 30–40 let ne rabijo ponovnega nanosa. Če pa nekdo želi bolj naraven videz lesa, se pravi rustikalen videz, kot ga poznamo iz kozolcev, to sivo patino, takrat pa se odločimo za premaze z olji oziroma voski. Ker dež izpira olja iz površin, je oljene površine potrebno obnavljati. V povprečju nekako 2-krat letno je priporočljivo, medtem ko pa voske nanašamo bolj globoko v sam les, pa je potrebna obnova voskov nekako na 5–7 let. Odslužen les je zagotovo zelo aktualna tematika trenutnega časa. Zelo dobro se odslužen les kombinira z modernim pohištvom in to se da narediti tudi pri oknih. Se pravi, da se narediti okna iz odsluženega lesa, še bolj pogosto pa se uporablja odslužen les ali pa les iz starih kozolcev kot obloga na modernih vhodnih vratih. In na ta način lahko združujemo visoko tehnologijo, inovativnost s tradicijo. V prvi fazi les kupimo najprej pri kmetih v okolici ali pa pri lesnih trgovcih v okolici, ga pripeljemo na lastno žago, tam ga razžagamo, posušimo, zdecimiramo, pohobljamo in zlepimo v končne pol izdelke, kot je na primer tale, kjer se vidi 5-slojna plošča ali pa v 3-slojne vzdolžno lepljene plošče in te potem skladiščimo in hkrati kondicioniramo v skladišču, da se les umiri in da napetosti v lesu izginejo. Te pol izdelke izdelujemo iz lesa smreke, hrasta, macesna, jesena, jevše, češnje in oreha. Končni izdelek izdelujemo v zelo različnih oblikah, kot gladka vrata, vrata napolnila, podeželska, moderna,
V tem konkretnem primeru smo v tej hiši naredili en poseben primer vrat, ki niso samo vrata, ampak so vrata, ki so vkomponirana v steno in skupaj s steno pomenijo celoto. V tem primeru smo s to steno naredili cel objekt drugačen, manj betona, več lesa, smo naredili objekt lep, široke deske, grče, razpoke. Na tem produktu se vidi tudi sled žage, ki je seveda lepo zbrušena, tako da je oprijem topel, mehek. Vrata morajo v hiši pomeniti nek lep izdelek, vrata morajo biti narejena tako, da so v ponos mizarju in kupcu, ki ga je kupil, in morajo pač pomeniti dejansko prehod, ko v gradbeni fazi hiša z montažo vrat v njej postane dom. Mi sledimo tudi tradiciji naših očetov, očeta in starega očeta, sam sem že 3. generacija mizarja v hiši, zadaj pravzaprav ustvarja že 4. generacija, spoštujemo tradicijo, spoštujemo delo naših prednikov in seveda se trudimo, da delamo vrata, kot jih je delal že naš stari ata.